poletni vročini, na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srce, kjer potok izvira, skalovju hladam, oj Triglav moj dom, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Hvala za krasan uvod. Spoštovane občanke, občani, častne občanke in častni občani, svetnice, svetniki, dragi gostje, predstavnice, predstavniki sosednjih občin in še zlasti nagrajenke in nagrajenci. Dober večer in dobrodošli na osrednji slovesnosti o prazniku občine Kranjska Gora. Dovški župnik Jakob Aljaž je 7. avgusta 1895 uresničil svojo drzno misel. Na vrhu Triglava postaviti majhen stolp kot planinsko zavetišče in branik slovenstva. In ta isti dan, 7. avgust, se je zapisal tudi kot praznik občine Kranjska Gora, ki je postala samostojna občina prav v letu, ko je Aljažev stolp stal na vrhu Triglava na tanko 100 let. Naj za nekaj minut postoji na tem prazničnem odru, pa vabim županjo, gospod Henriko Zupan, vabim jo k slavnostnemu govoru o prazniku občine Kranjska Gora. Izvolite. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi nagrajenci in drugi navzoči, prav lepo pozdravljeni na slovesnosti ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora. Letos občina praznuje 29. jubilej, vendar je konec leta pa bo poteklo 30 let, odkar se je v Sloveniji število občin precej povečalo. In takrat je med novo nastalimi bila tudi naša. Za svoj praznik smo izbrali 7. avgust v spomin na zgodovinski dogodek, ko je leta 1895 Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp, ki še danes nosi njegovo ime. Kasneje so na Kredarici postavili še Triglavsko kočo, s katero se je začelo močno zanimanje za Triglav. Jakob Aljaž je od prihoda na Dovje pred 135 leti imel pomembno vlogo. Težko je našteti vse njegove zasluge, tako za naše kraje, kot tudi širše, za slovenstvo. Prav pa je, da nam Jakob Aljaž ostaja vzor v varstvu jezika, kulture in narave. Vse to je zaradi izrazite globalizacije danes še posebej na udaru. Čas ureja naša življenja, meri potek dogodkov in postavlja mejnike na naši poti. Zato je prav, da omenimo društva in osebnosti v občini, ki v letošnjem letu z okroglimi jubileji puščajo mejnike v naših krajih. 140 let je minilo od rojstva Josipa Vandota, pisatelja in pesnika, ki je večinoma pisal za mlade. Mineva tudi 80 let od njegove smrti. 120 let je praznovalo turistično društvo Kranjska Gora. 110-letnico kulturno društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana. 75 let delovanja praznuje planinsko društvo Gozd Martuljek in 30 let kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora.
Vsa društva oziroma njihovi člani delujejo v občo korist. V imenu občine Kranjska Gora vam ob tej priložnosti izrekam globoko zahvalo za delo, ki ga upravljate in s katerim puščate v naši občini in širše neizbrisen pečat. V teh dneh mineva 1 leto od lanskoletnih poletnih poplav, ki so nas na srečo obšle. Prizadel pa nas je izreden obsežen vetrolom v Krmi in Kotu in poplave potem v jesenskem času, ki so povzročile ogromno škode na vodotokih in gozdnih cestah. Zato se ob tej priliki še enkrat zahvaljujem vsem enotam za zaščito in reševanje v občini Kranjska Gora za njihovo požrtvovalno pomoč, da škoda ni bila še večja. Vsako leto na podlagi predlogov občinski svetniki najbolj zaslužnim podelijo nazive in priznanja. Letošnjih nagrajencev je 5. Vsak izmed njih je po svoje predan, nekateri kulturi, drugi športu, vsem pa je skupna velika ljubezen do teh krajev. Naziv častnega občana so svetniki naklonili Gabrielu Jelku Grosu, in sicer za njegov odločilen prispevek k gradnji in vključitvi nordijskega centra Planica v lokalno okolje. Zlati grb za svoje športno udejstvovanje, trenersko delo in strokovnost na področju smučarskih tekov prejme Marko Gracer. Priznanja občine Kranjska Gora pa gredo gospe Petri Mlinar, gospe in gospodu Majls in kulturnemu društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Vsem nagrajencem iskreno čestitam. Letošnja zima in začetek poletja nam nista bila naklonjena. Zima nam je namenila zelo malo snega in veliko dežja. Prav tako sta bila deževna maj in junij. To se delno odraža tudi v naši najpomembnejši dejavnosti turizmu. Zato smo julija in avgusta veseli sončnih in toplih dni. Sonce, ki nas prijetno greje, v naše kraje privablja številne obiskovalce, ki uživajo v prelepi naravi, kulturnih in športnih dogodkih, ki se odvijajo pri nas. Poleg zadovoljnih obiskovalcev pa morajo biti z življenjem v svojih krajih zadovoljni zlasti domačini. Zato se trudimo z urejanjem prometa in upravljanjem turističnih tokov. Iskanje ravnotežja med razvojem in ohranjanjem narave je dolgotrajen in zahteven proces, ki ni enkraten, pač pa terja sprotno prilagajanje, iskanje fleksibilnih rešitev, zlasti pa potrpežljivost in medsebojno spoštovanje. Omenila bi rada še trud in delo vloženo v postopke za sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki ga naša občina za skladen in reguliran prostorski razvoj nujno potrebuje. Njegovo umanjkanje v zadnjih 10 letih pa se kaže tudi v mestoma grobih posegih v prostor. Občinski prostorski načrt se pripravlja že skoraj 20 let, od leta 2006, in v bistvu prevzemamo začrtana izhodišča preteklih mandatov, kajti popolnoma na novo peljan postopek bi trajal še bistveno dlje, kar pa zaradi varstva prostora ni dopustno. Po sprejetju ključnega dokumenta bo trebno takoj pristopiti k njegovim prvim spremembam. Ne glede na vse, gre za delo, ki teče predolgo in vse do zadnjega ne bo posebej vidno in otipljivo, je pa nujno za nadaljnji razvoj naše občine in ne nazadnje tudi za ohranjanje vizualne identitete naših krajev, ki je marsikje že skoraj izginila. V občini tudi letos izvajamo številne investicijske projekte. Veliko časa in energije vzame priprava vse potrebne dokumentacije za izvedbo in gradnjo, nekaj dokumentacije urejamo še za izvedene projekte iz preteklih let. O poteku investicijskih aktivnosti občane mesečno obveščamo in seznanjamo v lokalnem časopisu in na socialnih omrežjih, zato jih na tem mestu ne bom posamično naštevala. Moram povedati pa, da žal nekaj investicij zaradi izredno visokih cen ponudnikov ne bomo izvedli, saj na javnih razpisih pridobljene ponudbe presegajo projektantske ocene in planirana sredstva tudi za več kot 100%. Prav vse investicije pa izvajamo, ker z njimi želimo izboljšati kakovost bivanja v prvi vrsti našim občanom in tudi obiskovalcem Zgornjesavske doline. Ponosni smo lahko na prehojeno pot naše občine.
a pogled moramo imeti usmerjen v prihodnost. Še enkrat iskrene čestitke nagrajencem, občankam in občanom pa želim iskrene čestitke za naš praznik. Hvala, gospe župani, za iskrene želje, misli, čestitke. Ja, med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. S to trditvijo na oder prihajata današnja glasbena gosta Eva Hren in Gašper Kržmanc. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar za svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda, no takrat pa malo med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Na iskreno postane ta misel iskreno resna. Ja, ni ga praznovanja brez priznanja. Tudi letos bomo praznik občine Kranjska Gora obtežili, nadgradili ali, če hočete, obogatili s priznanji. S priznanji, ki jih občina podeljuje zaslužnim prejemnikom. Pot od besed k dejanjem je nocoj sila kratka. Takole bo. Na oder povabim županjo in že zazveni ime prve nagrajenke, prejemnice priznanja občine Kranjska Gora. To je Petra Mlinar.
Petra Mlinar je svoje življenje posvetila kulturi in športu. Že kot študentka je v svojem kraju organizirala kulturne dogodke, proslave in zbirala okoli sebe enako misleče in čuteče mlade. V tem času, 1994. leta je bilo to, se je v kraju oblikovalo kulturno društvo, kjer je bila tajnica. Njeno delo je postajalo vse vidnejše in tako je po 3 letih Petra prevzela predsedniško funkcijo. Od takrat ostaja predsednica in praviloma vsako leto nastane nova gledališka predstava. Kot igralka je nastopila v vsaj polovici domačih predstav, kljub veliki družini, ki sta si jo ustvarila z možem tule v domačem kraju. Njeno vodilo je bilo, da mora kraj v celoti zaživeti s kulturo. Zato je k sodelovanju povabila vse generacije. Poleg odrasle skupine, ki se je leta 1998 poimenovala Tabol Teater, je leta 1999 nastala tudi otroška dramska skupina. Nekaj let sta delovali celo 2, starejša in mlajša. Otroška skupina je dobila kar nekaj priznanj na državni ravni. Nekaj časa je pod okriljem društva deloval tudi pevski zbor Jubilate. Pod Petrinim okriljem je društvo stkalo vezi z zamejskimi Slovenci, tako v Avstriji kot Italiji, in te trajajo še danes. Najmanj 4-dnevna prireditev Lavtižarjevi dnevi, v počastitev pomembnega krajana Josipa Lavtižarja, poteka že vse od leta 1998. Petra ob tej priložnosti v goste povabi znana in priznana imena iz sveta gledališča, glasbe in alpinizma. Leta 2003 je društvo na Petrino pobudo uvedlo gledališki abonma za odrasle, kasneje pa tudi otroški abonma. Oba sta zelo dobro obiskana. Poleg tega skrbi za ohranjanje kulturne dediščine v kraju in vsako leto organizira miklavževanje. Petrina pretanjena skrb za sočloveka pa narekuje tudi obisk in obdarovanje najstarejših krajanov. Njeno sočutnost in naravnanost k povezovanju pa potrjujejo tudi številni dobrodelni koncerti in njeno prostovoljstvo v lokalnih društvih. Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije je Petro Mlinar prepoznal kot zelo aktivno kulturnico in ji podelil Linhartovo plaketo. Petra Mlinar s svojo človeško odličnostjo, natančnostjo in doslednostjo postavlja odlične temelje za kulturno življenje kraja. S svojim zgledom motivira ljudi, ki se čutijo povezane s kulturo na kateremkoli področju in si zato nedvomno zasluži priznanje občine Kranjska Gora. Petra Mlinar. Petra, morda vprašanje, kakšno misel je zagotovo tole priznanje speljalo na mlin Petre Mlinarjeve? Ja, kaj naj rečem? V bistvu v 30 letih mi ni bilo toliko naroden na odru, kakor mi je danes, tako da imam kar precejšno tremo. Po eni strani sem zelo hvaležna za priznanje, ki ste mi ga danes podelili. Po drugi strani sem pa kar majčkeno v zadregi, kajti na mojem mestu bi bili lahko v bistvu vsi člani kulturno-prosvetnega društva, ker brez njih in brez skupnega dela tudi uspehov društva ne bi bilo. Res je, da smo začeli pred 30 leti kot v času študenta, kot mladi zagnani entuzijasti, pa se mi zdi, da današnje predstave ravno tako nastajajo z tako zagnanostjo, kot smo imeli pred 30 leti. Tako da rada bi se zahvalila res vsem članom, upravnemu odboru Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar, za to, da lahko delamo tako, kot je bilo prebrano.
Iskrene čestitke. Če potem pozabim, naj že zdaj povem, da ste nagrajenci potem, povsem na koncu, vabljeni na skupinsko fotografijo. Priznanje občine Kranjska Gora prejmeta Slava in Kate Miles. Moram povedati, da sta se opravičila, pa vendarle njiju nocoj z nami tule v Kranjski Gori, pa vendarle aplavz si pa zaslužita. In dovolite, da preberem obrazložitev. Življenjska zgodba Slave in Kate Miles je širši slovenski javnosti dobro znana. Tujina, kamor se je konec 60-ih let mlada kranjskogorska študentka Slava Blenkoš odpravila na nekaj mesečno jezikovno izpopolnjevanje, je zaradi postavnega mladeniča, ki je ukradel srce, postala njena druga domovina. Toda Slava ni nikoli pozabila na rojstno Kranjsko Goro in Slovenijo. Še več, zanjo in za njene lepote je navdušila moža Kejta in otroka Jano in Andreja. Ljubezen do domovine se je najočitneje pokazala ob osamosvajanju Slovenije. Svojo široko mrežo kontaktov in poznanstev je bil Kate z diplomatsko spretnostjo in neumorno zagnanostjo ena glavnih figur, ki je v Londonu in v Združenem kraljestvu oblikovala Sloveniji naklonjeno javno mnenje. Dokončno mednarodno priznanje Slovenije je tudi njegova zasluga, za kar se mu je država Slovenija oddolžila s podeljenim redom za zasluge. Postajala sta tiha promotorja teh krajev. Skrita pred očmi javnosti sta znala v najvplivnejših krogih britanske politike in gospodarstva predstavljati lepote te doline, kamor so redno zahajali britanski protokolarni gostje. Ob tragični smrti njunega sina Andreja sta svojo žalost zmogla pretvoriti v plemenito dejanje. Tako v Kranjskogorski osnovni šoli že od leta 2004 deluje tako imenovana mala angleška knjižnica, ki se širi in financira iz spominskega fonda Andreja Milesa. Angleška bralna značka, s katero skušajo v Kranjskogorski osnovni šoli spodbujati svoje učence k branju angleških knjig, je poimenovana Andrew Miles English Reading Badge. To pa še ni vse. Po zaslugi zakoncev Miles in posebni zavzetosti njune hčerke Jane, že od leta 2005 vsako leto na osnovni šoli Josipa Vandota nekaj tednov gostuje tudi tako imenovani naravni govorec, študent ali študentka znamenite univerze Cambridge. Zakonca Miles sta ob 10. obletnici knjižnice za učitelje tujih jezikov iz Kranjskogorske šole organizirala strokovni obisk Anglije. Povabljeni pa so bili tudi na prireditev ob kronanju Karla III. Z modrostjo in družbenim ugledom, ki odlikujeta Kata Milesa, ter z uglajenostjo angleške dame, ter prisrčnostjo slovenskega dekleta, ki še vedno krasita Slavo Miles, sta mnogim posameznikom iz Gornjesavske doline pomagala na poklicni in osebni poti. Zakonca Miles že za leta njunega zakona delujeta kot dobro uigran dvojec. Njun dolgoletni trud za promocijo Zgornjesavske doline in plemenita dejanja, ki služijo povezovanju angleške in slovenske družbe, puščajo trajne sledi. Zato si Slava in Kate Miles zaslužita, da se ima občina Kranjska Gora oddolži in zahvali s priznanjem občine Kranjska Gora. Priznanje občine Kranjska Gora prejme Kulturno-umetniško društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Kot Jaka Rabič Dovje Mojstrana letos praznuje 110. obletnico delovanja. V raju pod Triglavom je narodno zavedni Jako Paljaš zbral gledališko-ustvarjalne domačine, ki so že dotlej zimo za zimo po skednih uprizarjali igre. Učil jih je deklamirati, ustanovil 3 pevske zbore in zavihtel kulturo v teh krajih na višjo raven.
Dolga leta so v društvu skrbeli za kulturne dogodke ter hkrati za kulturni dom. Aljažev prosvetni dom je sedež društva in kulturne dejavnosti. Tudi v zadnjih letih se lahko pohvalijo z gledališkimi predstavami igralske skupine Dolški oder v režiji Marcela Gomboca. V društvu deluje vokalna skupina Triglavski zvonovi. Z ubranim petjem nadaljujejo pevsko tradicijo v Aljaževi fari. Skupina za ročna dela vsako leto že 42 let pripravi razstavo izdelkov in neguje tradicijo kleklanja, vezenja, pletenja, kvačkanja. Društvo pripravlja literarne večere, nedavno s hčerko pisatelja Mirka Kunčiča, avtorja Triglavskih pravljic, Marjanco Lešar. Vodnik Tomaž Pšenica pripravlja predavanja. Od leta 2007 je peljal domačine že na 28 ekskurzij. Skupino domačinov je peljal na audienco k papežu Benediktu XVI. S projektom Poiščimo korenine naših krajev pa od leta 2011 odkriva 600-letno zgodovino krajev v frajzinški posesti, kar bo zelo dobrodošlo ob praznovanju tisočletnice prve omembe Dovjega, ki se hitro bliža. Vsako leto konec avgusta so na Dovjem v Mojstrani in v Vratih Aljaževi dnevi. 4-dnevna prireditev v čast Jakobu Aljažu. Organizacijski odbor tvorijo predstavniki kulturnega, turističnega in planinskega društva, Slovenskega planinskega muzeja, gorskih reševalcev in župnije Dovje. Omembe vredne so tudi čudovite poslikave mnogih dovških hiš in tudi 2 mojstranških, izpod Čopiča domačinke slikarke Špele Oblak. Društvo bo ob 110. obletnici ustanovitve izdalo publikacijo s slikovito predstavitvijo raznolikega društvenega dela. V vseh letih delovanja je kulturno-umetniško društvo Janka Rabič Dovje Mojstrana svojim delom na področju kulturne dejavnosti pustilo neizmeren pečat v vaseh pod Triglavom in je zato zaslužen prejemnik priznanja občine Kranjska Gora. Torej z nami na odru prevzema ta priznanje predsednik Marcel Gomboc in gospa Metka Keren. In zdaj pričakujem natanko 110 besed ob 110. obletnici. Vem, da nimate časa dlje govoriti, ker je ogromno dela, ker se pripravljate na jubilej. Midva z Metko sprejemava hvaležno tole priznanje v imenu vseh, ki v kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana ustvarjamo naš kulturni utrip na Dovjem, v Mojstrani, v Vratih in v naši gorniški vasi Dovje Mojstrana. V imenu vseh, ki so izpostavljeni na odru in tudi v imenu vseh tistih, ki jih na odru nikoli ne vidite in jih ne boste videli tudi na nobeni fotografiji, pa so za naše kulturne prireditve neizogibno potrebni. Jakob Aljaž je pred 110 leti med ljudmi zaznal ta ustvarjalni duh in ga je povzdignil na višji nivo, jih usmerjal, izobraževal, da so lahko prepevali, plesali, igrali na Dovškem odru in tako je še danes. Aljažev prosvetni dom na Dovjem je srčika kulturnega utripa naših krajev, bil in je še danes. Našo 110-letnico smo začeli s praznovanjem delovno že na začetku letošnjega leta z novo gledališko predstavo, z ostalimi stvarmi, ki so bile že omenjene, od pevcev do gledališčnikov, do sekcije ročnih del in vseh, ki od ponedeljka do petka ustvarjajo v našem kulturnem domu na Dovjem. Zelo smo veseli, da smo lahko takole skupaj in da pod skupnim imenovalcem kultura ustvarjamo. Zahvaljujem se v imenu kulturno-umetniškega društva Jaka Rabič in v svojem imenu vsem ožjim članom upravnega odbora za res prijateljski odnos, da skupaj načrtujemo, kreiramo naš kulturni utrip in pa seveda vsem, ki ste nas predlagali organizacijskemu odboru za Aljaževe dneve in že zdaj še enkrat vsi skupaj povabljeni na naše praznovanje od 29. avgusta do 1. septembra, da boste videli, kako čiv in zdrav je naš 110-letnik.
Seveda boste na prireditvah izvedeli in doživeli marsikaj. Ustvarja pa se tudi ena čisto nova stvar, to je zbornik in o zborniku morda še beseda dve naša Metka Keren Trček. Hvala. Že Marcel je tako slikovito vse opisal, da jaz lahko samo še to dodam, da največ mi pomeni pravzaprav to, da je res Aljažev prosvetni dom živ, da je v njem živahno na odru, za zavesami, v dvorani in po vseh prostorih. In zato je tudi prijetno pisati o tej dejavnosti, zbirati slike, slikovno gradivo in tako naprej, ker je o čem pisati. Tako da se kar veselim tega zbornika in vas vabim, da se tudi vi pridružite našemu praznovanju na Aljaževih dnevih, ko bo ta zbornik tudi izšel. Hvala. Iskrene čestitke prejemnikom priznanj občine Kranjska Gora in hvala županji in obilo moči, da boste zmogli tole praznovanje. Mi pa ostajamo bliz Triglava, na jezeru, z Evo in Gašparjem. Tole pesem vsi poznate, tako da, čeprav je to uradna slovesnost, ne bo nič narobe, če Dranki zapojete. Ker so čule pesem mojo, vsaka svojo roli.
čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Da sinovi slave smo. Mi pa nadaljujemo s sinovi, hčerami slave. Županjo vabim na oder in pa prejemnika zlatega grba občine Kranjska Gora. To je Marko Gracer. Marko Gracer, Kranjskogorčan, športni delavec, trener, strokovnjak, športni vizionar, ki je po tekmovalni karieri na trenersko pot v smučarskem teku stopil že v času študija na fakulteti za šport in sicer kot pomočnik glavnega trenerja v tekaški smučarski reprezentanci. Od leta 1991 do 1998 je kot trener deloval v domačem tekaškem klubu športnega društva Planica. Pod njegovim trenerskim vodstvom so smučarski tekači dosegli najboljše rezultate v zgodovini kluba. Klub je postal najboljši tekaški klub v članskih kategorijah v letih 1991 do 2002. Tekači so osvajali posamične naslove državnih prvakov in postali kar 8-krat zapored državni prvaki v štafetnem teku. V letih 1998-1999 je Marko Gracer postal še glavni trener tekaške reprezentance pri Smučarski zvezi Slovenije. Od leta 2012 do 2016 strokovni vodja panoge, predsednik sveta in glavni trener A ekipe. Leta 2016 in 2017 ponovno strokovni vodja panoge. 2017 in 2018 trener B ekipe in leta 2018 trener ekipe U23 ter operativni strokovni vodja teka na smučeh. Ob trenerskem delu se Marko Gracer stalno dodatno izobražuje, obiskuje seminarje in izobraževanja v Sloveniji in svetu, Ameriki, Kanadi, Nemčiji, Avstriji. V Sloveniji sodeluje tudi pri raziskovalnem delu na Inštitutu za šport pri Fakulteti za šport. Marko Gracer je v različnih funkcijah tekmovalce vodil na kar 7 olimpijskih igrah, 7 svetovnih prvenstvih in 10 prvenstvih mlajših tekmovalcev. Vrhunec njegove trenerske kariere je dosegel s tekmovalko Vesno Fabjan, ki je osvojila bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Sočiju. Tako je postal edini slovenski trener v smučarskem teku z olimpijsko medaljo, kar ga uvršča v sam vrh slovenskih športnih trenerjev. Marko Gracer je v svojih vizionarskih razmišljanjih in idejah mnogo let pred izgraditvijo Nordijskega centra Planica že govoril o tekaško-skakalnem centru v Planici, o tekaškem stadionu, o mostovih in tekaških progah. S pokojnim prijateljem Andrejem sta načrtovala in obudila tekaške proge na plazu pod Ciprnikom. Tekaška Planica je in bo ostala njegova velika ljubezen. Prav tako tradicija nordijskega smučanja v občini, ki je kljub uspehom v svetovnem merilu ostal zvest in doma ves čas ostaja, vztraja, živi in dela. Zato je Marko Gracer zaslužni prejemnik zlatega grba občine Kranjska Gora. Marko Gracer! Gospod Marko, glede na to, da ste vizionar, kaj pravite, s koliko medaljami bo Slovenija prišla iz Pariza? To je pa
kar izziv. Računali smo na 5, pa rečemo, da je vsaj 4. Če pa lahko še kakšno zadevo, bi se pa res zahvalil predlagateljem, predvsem pa svoji družini, ker v vseh teh letih, 30 skoraj odsotnosti v doma, pa če zračunam, je to več kot 5-6 tisoč dni. Res ni bilo lahko, pa biti tudi oče zraven verjetno. Vse skupaj pa dejansko ena dolga tradicija smučarskega teka v dolini, ne samo pod Poncami, v celi Zgornjesavski dolini, začetki v moji strani, Dovjem, če vzamemo leta še celo pred vojno, teki so bili le že na prvih olimpijskih igrah. In pa seveda nadaljevanje potem te neke zlate dobe od leta 91 v Ratečah, kjer smo smučarji tekači pravzaprav našli svoj dom in ob podpori, moram reči, Smučarske zveze cele Slovenije, na koncu se je res izgradil Nordijski center Planica, kjer gre velika zahvala seveda Jelku Grosu, pa ne nazadnje, tako kot je bil prej omenjen, Andreju Kolencu, mojemu velikemu prijatelju, žal pokojnemu, ki je imel izreden posluh za smučarski tek in moram reči, da brez njega mogoče vseh teh prog pa vsega tega ne bi bilo. Ampak smučarski tek je danes del turizma in jaz ga toplo priporočam vsakmu, ki se rad ukvarja s športom pozimi, je res vsem dostopen in mislim, da je tudi zelo zdrav. Hkrati pa smo celemu svetu pokazali, da smučarski tek v Kranjski gori je tudi doma in konec koncev Kranjska gora je pa le dolina, ki je najlepša na svetu in kamor se zmeraj najrajši vračamo. Iskrene čestitke, najlepša hvala za lepe, iskrene besede. Ja, sicer pa zdaj v Parizu vse govori, menda o njem celo Škarjanček poje žvrgoli. Škarjanček poje žvrgoli, se belega dneva veseli. Škarjanček poje v beli dan, pozdravlja hrib in plan. Škarjanček poje žvrgoli in tebe, fantič, kar budi, le ostani in pa pojdi žit, ker žito zrelo je. Škarjanček poje žvrgoli in tebe, dekle, gor budi, le ostani in pa pojdi žit, ker se že dela sit. Le ostani in pa pojdi kosit, ker žito zrelo. In tako smo večer pripeljali do vrhunca. Trenutek postaja velik, groz. Ja, podeljujemo naziv častni občan občine Kranjska Gora. Prejemnik je Gabriel Jelko Gros. Žal ga moram upravičiti, prejemnika častnega
naziva častni občan, ki seveda ostaja zanj, ampak dovolite mi, da kljub temu preberem nekaj iz obrazložitve, nekaj besed. In sicer, Gabriel Gros je s svojim delom in idejami ključno pripomogel k izgradnji nordijskega centra Planica in njegovi odlični vključitvi v lokalno okolje. Nordijski center je največja investicija v zimsko športno infrastrukturo v Sloveniji in največja investicija nasploh v občini Kranjska Gora. V Nordijskem centru se vse leto odvijajo različne športne in družabne aktivnosti, srečanja in prireditve, kar s podaljševanjem sezone dolgoročno pozitivno vpliva tudi na lokalno turistično gospodarstvo. Poleg smučarskih tekov in skokov, ki se odvijajo skozi vse leto in so glavna dejavnost, so namreč zelo dobro obiskani tudi zipline, tematski ogledi centra, vetrovnik in drugo. Poleti je za različne športne aktivnosti na voljo nogometno igrišče z umetno travo. V centru je trenutno redno zaposlenih kar 42 in občasno še dodatnih 30 delavcev, ki prihajajo pretežno iz okoliških krajev. V Planici izvajajo letne in zimske priprave reprezentance in klubi iz več kot 28 držav. V celoletnem času v centru beležijo okoli 25.000 nočitev. V občini Kranjska Gora pa se v neposrednji ali posrednji povezavi s centrom ustvari več kot 70.000 nočitev. Nordijski center ustvari 20.000 trening enot na skakalnicah in 10.000 na tekaških progah na leto in več kot 4.000 trening enot v poletnih in jesenskih mesecih v snežnem predoru. Center se stalno dograjuje in izboljšuje. Tako je bila v letu 2018 zgrajena nova kolesarska proga od Rateč do Planice. V letu 2019 je bil zgrajen tekaški most med levim in desnim delom ceste, ki omogoča neprekinjeno povezavo tekaških prog. V letu 2023 je center gostil svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Center drugim gospodarskim subjektom na letnem nivoju omogoča 3 milijone evrov prihodkov. V času svetovnega prvenstva pa se je ta vsota povzpela na 20 milijonov. Nordijski center Planica pod vodstvom gospoda Jelka Grosa že ves čas vzorno sodeluje z Nordijskim društvom Rateče Planica. Gospod Jelko Gros je s svojim delovanjem v sodelovanju z domačini, nenazadnje tudi z zaposlovanjem pretežno domačih delavcev in strokovnjakov, z vodenjem gradnje projekta ter z dosedanjim vodenjem Nordijskega centra Planica dokazal svojo pripadnost Planici in občini Kranjska Gora. Zato si Jelko Gros zasluži naziv častnega občana občine Kranjska Gora. Ja, vsi poznamo pozitiven učinek hrene, predvsem nepogrešljiv v praznikih. No, tudi zato, predvsem pa zato, ker je dobra, odlična glasbenica z nami nocoj Eva Hren. Kratka predstavitev. Eva Hren je slovenska kitaristka in pevka zabavne glasbe, ki je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pevsko kariero na področju zabavne glasbe je začela s tercetom Katrinas. Posnela je samostojno ploščo z naslovom Vzhod-Zahod, ki jo je produciral in aranžiral Marko Mozetič. Pri ustvarjanju plošče pa je sodelovala kopica vrhunskih slovenskih inštrumentalistov. Sledila je samostojna zgoščenka Etno, ki vsebuje džezovske priredbe znanih slovenskih narodnih pesmi. Istega leta je soustanovila skupino Sladkor, ki je ustvarjalno pot začela s priredbami slovenskih narodnih pesmi. Pred dobrim desetletjem so se skupino udeležili 30. Šetlandskega folk festivala. Posneli pa so 2 zgoščenki. Leta 2019 je Eva Hren zmagala na popevki s skladbo Šesti čut. No, zdaj pa vas prepuščam 6. čutu Eve Hren in njenemu izboru za naslednjih 30 minut. Vabljena na oder Eva in Gašper.
Ko sem bila mlada, sem ob vlogi postajala, ure neskončne vse dni. 100 in 100 vlakov sem preštela takrat, da sem sanjala o njih vse noči. Vozi me vlak dalje, daleč tja v širni svet. Glej, zdaj se zdi planjave, vse kot en sam pisan cvet. Reke polja in gori, urno mimo nas bežim. Vozi me vlak daljaven, tja zdaj želiš si srce. Reke polja in goreve, urno mimo nas bežim. Vozi me vlak daljaven, tja zdaj želi si moje srce, da mislim mi Vozi me vlak daljaven, daleč tja v širni svet. Glej, zdaj se zdi planjaven, vse kot en sam pisan cvet. Reke polja in gori, urno mimo nas beži. Vozi me vlak daljaven, tja zdaj želi si moje srce, da mislim mi Hvala lepa, upam, da ste se udobno namestili, tole bo en sleten tak šopek popevkic, ki jih poznate, ker se mi zdi, da paše to, nekako razmišljala sem o Gorenjski, pa ne vem, kako ste kaj z Bledom, ampak vseeno, je nekako diši po Gorenjski in tudi je Gorenjska, ko boš prišla na Bled. Ko bom prišla na Bled, bom tvoja punčka spet, za naju vas po svet, kot češnjav cvet. Na klopco grem sedet in s tabo zvezde štet in srčice si gret, ko bom prišla na Bled. Moj srček zlat bo delati ga tak, ko nad vodo bo padel mrak.
za naju ves bo svet, kot češnjev cvet. Na klopco grem sedet in s tabo zvezde štet in srčece si gret, ko bom prišla na led. Moj srček zlat bo delal ti katar, ko nad vodo bo padel mrak. Ko bom prišla na led, bom tvoja bučka spet, za naju ves bo svet, kot češnjev cvet, kot češnjev cvet, kot češnjev cvet. Rada bi predstavila še, ker je bil absolutno premalo predstavljen, moj kitarist Gašper Kržmanc. Med drugim, da igra seveda odlično kitaro in je tudi kitarist Slovenske vojske. Ravnokar pripravljamo skupaj en album, tako da smo veliko skupaj. Med drugim pa je napisal tudi 2 knjigi zgodbe iz karantene, če še niste tega prebrali, absolutno vredno branja. En aplavz prosim za Gašperja Kržmanca še posebej. Ura Bože, pol 10, ljubi moj, je pozno spet, jaz pa čakam, ker ga ljubim. Šla bom do njegovih vrat, prav vse odgovore iskat, grem ga vprašat, ker ga ljubim. Dolgo meni puščaš rahel dvom, ali si ti moj ljubi. Še dolgo se mi zdi, da nisi moj. Moški je pač bitje, ki prav čuden se zdi. Čim se zaneseš nanj, za njim le ti se pogodi. Ali si ti, o ljubi, morda ljubi drugo našo je. Ali ljubi, moj še vedno ljubi te. Moški je pač bitje, ki prav čuden se zdi. Čim se zaneseš nanj, za njim le njim se pogadi. Ali si ti, moj ljubi, morda ljubi drugo našo je. Še vedno ljubi je, še vedno ljubi je. Hvala. Tole je bo tudi iz enega starega filma. Ne bom posebej predstavljala, ker pesem sama dovolj pove. Žiče ljubav, zakaj čakala bi na moj tata. Oh, yeah.
cveti. V očeh žarek sonca cveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj naj, kaj mati zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj? Saj lička so rožniti cveti, v očeh žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mati zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Na kaj čakala bi na maj? Ljubav, na kaj čakala bi na maj? Pi, 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 pi. Oh, ja. Hvala. Zdaj pa, ker vemo, da Kranjska Gora seveda ni v tem trenutku ne samo slovenska, ampak da ogromno ljudi prihaja seveda uživati te lepote naše dežele, bo zapela, oziroma zaigrala in zapela, kako lep je ta svet, pa morda tudi malo v besedah, ki jih razume še kdo drug. Zelen je dreves, vrtnice, rdeče cvete, zate in zame in v sebi pomislim, kako lep je ta svet. Modrina neba, bel oblak in vsak nov dan nikdar ni enak in v sebi pomislim, kako lep je ta svet. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also on the faces of people passing by.
Gašper Kržmanc, en aplavz. Vse mavrične barve na nebu se blesti in tudi na obrazu, ki mimo mene gre. Ljudje se vrsti, žele dober dan in mislijo, kaj rad te imam. Otroški jok uspava čas in zimski mraz uspava glas in v sebi pomislim, kako lep je ta svet. Zdaj pa, ker smo se oba pripeljala z Ljubljane, nisva pristna Gorenca, si bo upala zapeti na ljubljansko, ali lahko? Ker taka živahna, pa lušna, pa tudi po mojem vsi poznate. Zdaj, ko so bile olimpijske igre, se je veliko pelo Champs-Élysées, pa bomo v slovenščini zapeli za vse naše olimpice, ki nas tako lepo predstavljajo po svetu, res smo lahko ponosni. Ljubljanico najde vsak, kar si želi, tam skrije med cvetice, ta Julija par, če si zaljubljen, če si mlad, a čez leto, a čez dan prišel boš tja z nevesto na magistrat, čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine pomladost, čez Šuštarski most. Za Ljubljanico najde vsak, kar išče, fanculico mož sviče in luna balkon, najlepšo knjigo učenjak, mini krila deklica, še tole svojo pesem našla sem tam, čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine pomladost, čez Šuštarski most. Najde vsak, kar išče, tam za večerjo vitez, kopunatita in maček cvička rdečega, če z mačkom greš od tam, lahko potukaš glavo v robovodnjak, čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine pomladost, še Šuštarski most, pa je pa zdaj čisti. Pa eno tiho. Pa eno najglasnejšo. Hvala, super ste bili, bravo. In ker je poletje, mislim, da ne gre brez tele pesmi, tako nostalgična je za vse zaljubljene. Kaj pa, če bi še malo v?
Prepoznate? Poletna noč, bila je najnoč, se stene iz dreves, zastrop nebo, preproga travnih bil, zvesne broj za luč, brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev še pet, si čustev žar strasti, vse mine vse, ostane bez poznan in prvišče san. Spominov sto za stare dni, pridi kdaj pome z ognjem v očeh, bova ljubila se vso noč, pridi kdaj po nasmeh in bo ljub vsak zase zdaj. Živiva srečna sva, samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, a mlada kot prej, ne bova več. Sedam za eno noč, pridi kdaj pome z ognjem v očeh, bova ljubila se vso noč, pridi kdaj po nasmeh in bo ljub vsak zase zdaj. Živiva srečna sva, samo na videz zdaj, kot vsi ljudje, a mlada kot prej, ne bova več. Sedam za eno noč, poletna Hvala. No in še zadnja skladba, da se boste potem lahko to zvezdno noč potopili. Ampak to je spet nekaj takega, kar vsi poznate, tako da računam na vašo pomoč. Če se vam poje. Če se vam pa samo z nogami pleše, pa tudi v redu. Takole gre. Sredi zvezd, noč in dan, se vrti ta svet, zemlja, tja. Pade svet, pride maj, pride spet jesen, 1000 zemlja. Ja. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In zdaj v gradu vsak oblak in vse ceste in celotna najem, mali dom. Zemlja. Zemlja. Tja med. In zdaj v gradu vsak oblak in vse ceste in celota najem, mali dom.
zemlja pleše. Mesec, zemlja pleše, jame zvezde, vsako prav. Pa gremo še pa, pa. Pa, 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 raj, rab, zemlja pleše, jame zvezde. Tako. Pa, 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 raj, rab. Pa, pa, ra, pa, ra. Pa, pa, ra, pa, ra, pa, ra. Pa, 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 raj, rab. Iz Ljubgradu vsakobra, višje ceste in celotna naj, mali dom in celotna naj, mali dom, pa. Hvala lepa, Gašper Kežmanc. Hvala za vse opravke in petje, lepo se imejte in hvala za vabilo, čestitam tudi vsem nagrajencem. Hvala. Hvala Eva Hren in Gašper Keržmanc. Z njuno pomočjo smo plesali med zvezdami, ja, in smo plesali med zvezdami občine Kranjska Gora, med letošnjimi nagrajenci, ki jih zdaj vabim na oder, na tisto zgodovinsko večno fotografijo. Vsem, prav vsem pa želim prijeten preostanek večera in seveda še lepši jutrišnji praznik občine Kranjska Gora, 7. avgust. Nocoj pa hvala za vašo pozornost. Srečno, nasvidenje.